Ludka Popper! Banda avtomobilska, damo zdaj skozi še Toyota pa Lexus. Toyota ima tukaj tako uveljavljen program, tukaj je Prius plug-in, tukaj je Mirai, tukaj je zraven pa navaden Prius, ampak nič od tega ni novega. Nova pri Toyoti je Yaris. To se zdaj čudno slišal. Hotel sem povedati, da je Yaris 3. generacije prenovljen. Lega, tukaj je. Tisti, ki Toyote obvladate, boste kmalu prepoznali nov sprednji del avtomobila. Nove so tudi zadnje luči, ki zdaj v bistvu ful spominjajo na tiste na Avensis. Je pa tako pri tem Yarisu. Čeprav je bila prenova videza razmeroma blaga, pri Toyoti poudarjajo, da ima ta avto kar 900 novih delov. Stari 900 novih delov za sam prenovljen avto, to je pa kar orang številka. Še ena novost, ki jo ne smem pozabiti omeniti, je to, da bomo ta avto nov bencinski 1,5 litrski motor, ki bomo 12 konjev več, ki motor, ki ga nadomešča. Stari, spet mi skoraj sami zmagali. In poleg tega, da bo za 12 konjev zmogljivejši, bo tudi 12% varčnejši. Toyota pravi, da Yaris ima bolj spimpan tudi znotri, v Slovenijo pa ta avto prije točno 27. marca, kar je v bistvu sovpada z slovenskim avtomobilskim salonom. In če je tole najpomembnejša Toyotina novost, kar se tiče serijskih vozil, so pa pripravili tudi eno malo bolj odbito stvar, ki se imenuje pa iThrill. Lega, takole zgleda, Toyota mu je pa uradno rekla Toyota iThrill Concept Car. Da ne kompliciram, Toyota takole vidi urbano mobilnost v letu 2030. Pravzaprav gre v primeru iThrilla za električen avto s 300 km dosega, pa sedežno razporeditvijo 1+2. A vidiš, voznikov sedež lahko takole zarotira, za njim je pa pol prostora še za 2. Mal pa je odbit tale avto, a? Evo, tukaj je pa sosed od Toyote do drug kot Lexus. Stvar, ki bi rad pokazal, ta prvo je tale čudovit kupe, ki ima zelo preprosto ime in sicer LC. Mogoče mi je tudi zato malo všeč, ker spominja na LFI-ja. Veš, sem pa kaj, kakšen zavihek zelo podoben. Tudi kljuka je praktično enaka. Wow, ko je jazzen tukaj noter, brez jebancije, ful mi je všeč. Pa lej ta dizajn kljuke, no. Te nehi, no. Kar se tele kabine tiče, zagotovo velja, da je ena najbolj ekstravagantnih serijskih kabin, ki jih je Lexus do zdaj imel. V bistvu imam pri tej kabini feeling, kada je Lexus vzel eno LFA zasnovo, pa rekel, dajmo tole malo posodobiti, pa spet vendati. Placa zadnji ni pa nič, ko ste pa mislili? Lej. Ok, zdaj pa v športne fantazije, ki ni taki bolj poslovni, zato ker Lexus je sem pripeljal tudi čist novega LS-a. Pa eno ekstravagantno dečvo tudi. No, ker se pa tega avta tiče, je pa ena stvar očitna takoj. Že na prvi pogled se vidi, da je avto nižji, malo bolj eleganten, pa tudi zelo malo bolj tak športen, kar za prejšnjega LS-a 100% ni velja. Po tem primeru gre za hibridno izvedbo, kar pomeni, da bo skupna moč, mislim, da tam okrog 350 konjev, pospešek do 100 pa dobrih 5 sekund. Pa najvišja hitrost doseže na sam s pomočjo elektrike, mislim, da bo tam okrog 140 km/h. Le koliko ima hude detajle. Vidiš pa njeno obleko je naredil isti krojač, ki je tapiciral tudi vrata. Ok, zdaj pa preden grem stran od tele japonske naveze, mogoče samo še ena karbonska pošast.